Lep pozdrav iz moje strani. Jaz sem Fidel Krupič, predsednik odbora za javno upravo pri SDS. Danes bi rad spregovoril par besed o stavkovnem valu, ki je zajel Slovenijo. Seveda govorimo o stavkah v javnem sektorju. Najprej generalno ugotovitev, da stavke kot take v javnem sektorju ni mogoče podpreti. Preprosto zato, ker so razmere v javnem sektorju takšne, da še nikoli ni bilo takšna masa plač in tako veliko število zaposlenih, kot je trenutno v naši državi. Po drugi strani pa seveda razumemo vsa prizadevanja vsakega posameznika, bodisi da zaposlen v gospodarstvu in sedaj še posebej v negospodarstvu, ki se bori za višjo plačo, še bolj pa razumemo tiste, ki se borijo za to, da bi bile razmere bolj urejene. Skratka, tako kot je tudi v programu SDS zapisano, da si želimo profesionalno, podjetniško naravnano, prijazno in pa prisotno javno upravo, bi seveda se lahko strinjali tudi z katero od zahtev, ki jih naslavljajo posamezni zaposleni v okviru stavk. To je recimo to, da se jim izboljša finančno stanje ali pa da so manj obremenjeni. Je pa res, da je veliko vprašanje, ali je to možno doseči zgolj in samo z stavko. Naš odgovor je, da vsekakor ne, kajti državo sestavlja tako gospodarstvo kot negospodarstvo. Zdaj pa, zakaj bi recimo v gospodarstvu bila povprečna plača za recimo 500 evrov nižja, kot pa v negospodarstvu, če smo vsi enaki v tej državi in smo vsi prebivalci Republike Slovenije. Torej, to je eno. Drugo, kar pa je pa, da so bremena, ki so naložena v gospodarstvu, konkretno recimo višina DDV-ja, enostavno previsoki, nerazumni za današnji čas, torej gospodarskega razcveta, in so tu precejšnje rezerve, ki bi se lahko uporabile tudi za to, da bi se izboljšalo finančno stanje zaposlenih. Recimo v negospodarstvu oziroma v javnem sektorju je vsekakor nerazumljivo, da imate cel kup zaposlenih, ki so nemotivirani za svoje delo in posledično slabše opravljajo svoje delo ali pa so slabše plačani. Ob današnjem času, ko je 170 tisoč zaposlenih in ko je milijarde in milijarde se namenjajo sredstvom za plače, je dejansko skoraj nemogoče razumeti, kaj se sploh dogaja. Je pa res, da če preidemo izven okvirjev neke stroke oziroma nekega logičnega razmišljanja, pa se potem vprašamo, mogoče ali ni vse skupaj politično motivirano, potem je to žalostno, da se recimo stiske ljudi izrabljajo za politične boje in obračunavanja. Še manj logično in pa dejansko še bolj žalostno je to, da se nihče ne pogaja resno, torej se ne pogaja z stavkajočimi, da sploh ne sedi z njimi ali pa celo ne izide skupaj z njimi na ulico, da vzpostavi dialog. Tako je praktično sramotno, bi lahko rekli, početje glavnega pogajalca, ministra Koprivnikarja, da ga v državi sploh ni, oziroma da je tako daleč sploh vse skupaj pripeljalo, da je država zdaj že praktično tretji dan vsaj deloma ohromljena. Kakšne so rešitve za to stanje? Absolutno in takoj je potrebno se usesti s sindikati in pa nadaljevati dialog. Absolutno je potrebno v ta dialog pritegniti tudi predstavnike gospodarstva, ki imajo tudi nekaj besede v delovanju te države, in pa seveda bi v reševanju takšne problematike morala pristopiti celotna vlada, ki ima kar nekaj vzvodov, da se zadeve stabilizirajo in umirijo. Zakaj je temu tako, oziroma zakaj se to ne dogaja, pa prepuščamo drugim. Katere stavkovne zahteve, recimo z tega celotnega korpusa v tem
strokovnem valu se vam zdijo upravičene, recimo? Ja, dobro vprašanje. Glejte, vsekakor, če govorimo o neurejenih normativih oziroma obremenitvah, zdaj pa, ali so to recimo učni načrti, kurikulumi za učitelje, ali pa če govorimo o medicinskih sestrah, ali pa o policistih v končni fazi, torej vsekakor so njihove zahteve, ki grejo v smer večjega reda in pa bolj jasnega načina dela, je potrebno dejansko podpreti, ne. To je eno. Drugo, vse zahteve, ki grejo v smeri boljše opremljenosti in boljših pogojev dela, je potrebno podpreti. Tudi zahteve vseh tistih, ki dobivajo mizerne oziroma celo minimalne plače za nadurna dela, več izmenska dela, je potrebno podpreti. Ampak, ali je sedaj pa potrebno z generalno stavko v nekem javnem sektorju te stvari reševati, očitno je potrebno, očitno tako, temu kaže, kaj ti, če nimaš glavnega pogajalca, ki bi se s tem ukvarjal, in če drugače ne moreš doseči, da se te sliši, enostavno pač moraš iti na ulice. Torej se vam zdi, da tisti s temi najnižjimi dohodki, tudi pod minimalno plačo, da se tukaj bi mogla vlada najti nekaj manevra. Absolutno. Dejansko ne v tem celotnem korpusu stavke tudi nekateri, ki imajo neto plačo, recimo 1300 evrov. Ja, res je. Glejte, se tudi plača 1300 evrov ni bajna plača, če jo primerjamo spet z nekom, ki dobi pa, ne vem, pa 2500 evrov, ne. Važen je predvsem učinek in pa opravljeno delo. Zdaj pa, ali je to opravljeno delo sploh kje zabeleženo in merjeno, ali je učinek sploh kje zaznan v dejanskosti. Res je sramotno, da imate na eni strani čakalne vrste v zdravstvu, na drugi strani pa posledično tudi ne samo nezadovoljne paciente, ampak očitno nezadovoljen tudi kader, ki dela v zdravstvu. Skratka, vsi so nezadovoljni ob takšni masi porabe sredstev iz proračuna, je to dejansko zelo, zelo hudo. Če sem to, je mogoče ta stavka javnega sektorja tudi recimo, je v tem treba vprašati, če je mogoče čas za dvig plač v zasebnem sektorju. Zdaj, vemo vsi, da obremenitev plače je kar velika, ne? Ampak vseeno tudi dobičke imajo velike naša podjetja. Je mogoče tudi čas, da se gospodarstvo recimo zgodi? Glejte, vsekakor je, če kdaj je čas sedaj, ne? Ko je pač gospodarstvo v razcvetu, ko je sredstvo dovolj, davkov je ogromno pobranih, očitno je denarja več kot preveč, narekovajo rečeno seveda, ne? To so smiselna vprašanja, ki bi morala priti na dnevni red. Je pa res, da se jih ne da reševati parcialno, ampak sistemsko, to je eno. Drugo pa velik poudarek bi morali dati na razbremenitve plač, kajti bruto plača nekega zaposlenega lahko znaša preko 1000 evrov, kar je recimo da neka normalna številka zaslužka, potem pa, ko klestimo seveda preko vseh prispevkov in pa dajatev in potem pridemo na čisto izplačilo plače, pridemo pa recimo na minimalno plačo nekaj čez 600 evrov. Skratka, ta razkorak med dejansko razdeljenim denarjem in pa potem tistim denarjem, ki ga človek prejme zaposleni, je previsok. In če kdaj je sedaj ta trenutek, da se davki zmanjšajo, recimo, da se DDV spravi na predkrizno raven, tudi določeni ukrepi, ki so v ZUJF-u zapisani, so bili zapisani izredno za razmere, ki so pač takrat bile, danes teh razmer ni več. Je pa res, da tudi ni bilo nikjer predvideno, da bo takšna masa plač potrebna za toliko število zaposlenih, kot jih je pač sedaj v javnem sektorju.